Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Evo, še en delovni dan je za nami in tudi tokrat je Ema preživela v bundi nekaj, ali kam imaš to skoraj da? Neko mačko imaš na sebi. Imam lepo poloveče. Pa vroče je Ema. Ne, ni me na zebe. Malo se dajmo zbrati. Sem jakna dala za gor. Sicer pa smo danes pregovorili ena super tema o bankomatih, kje in zakaj. Če greste v tujino, pa rabite gotovino. Ja, kar včasih je. Ja. Sicer pa glavna tema današnjega jutra to, da ima Jeger TikTok profil in vas vabimo vse skupaj, da mu začnete slediti, ker je obljubil. Ni potrebe, ker ni dobenih vsebin. Da, ko bo 100 sledilcev, časti malco in objavi svoj prvi TikTok video. Ne. Ema, kaj delaš? Ja, hotela sem iti gledat pravo ime, da ga lahko dodate, seveda. Ja, se in ima Matic Jeger vse skupaj in vse z malimi. Ja, ne moreš verjeti, da ima Matic Jeger. No, vabljeni. Okay, eno uganko imam za vaju, ker takoj, še pred 6 zjutraj. Okay. Ja, zdaj upam, da sta zbrana dovolj, da bosta lahko mežikata že počasi, ko sova stara. Ampak dajmo poskusiti. Zanima me, če lahko, da malo otežim vse skupaj, v 2 poskusih, ne v 3, v 2, uganeta. Kaj sem včeraj jedel, popoldne? Kaj pa kaki namik? Ja, ni ga, ne. Je kar slabo. Doma si delal? Doma, ja. Sam si skuhal? Ja. Ok. Testenine? Ne. Prvega si porabila. Čevapčiči. Bravo, Jeger. Spet. Jaz bom eksplodiral do septembra. Glej, se bo in tako slabo. Jaz sem za vikend tudi 3-krat jedel čevapčiči. Ja, jaz tudi. A ja, pa sem, ja, fajn. Ja, vidiš. Ali sem zraven pil CD-vito? Ne. Lepo. Ja? Lepi torek si naredil. Bravo. Tako kot bi Fras rekel, 120 kil, here I come. Kot obljubljeno, seveda je treba spregovoriti o fuzbalu in Jeger, ti si rekel, kaj včeraj? Ja, dobro. Sem te rekel, da bo Francija prvak, očitno ne bo, ne? Ja, ne bo, ne. Zdaj, ko so malo prišli na pravega, so lepo To že 3. zapored. Ja, ampak včeraj ne vem, kaj mi je bilo, res nič od nič. Ja, res je slabo tekmo. Nekaj, res so čudno igrali. To je pa čar turnirjev. Tako. Pride do tistih tekem, kjer moraš pokazati to, kar pač moraš pokazati. Ja, in je se obrne. Tako, ja, dnevna forma lahko pokvari marsikaj, ne. V glavnem, yes. Jaz sem te vesela. Meni je bilo fajn. Ja, meni je pa Španija. Ja, seveda. Ne, jaz sem za Francoze bil. Ja, bil, mi dva smo še. Ok, v drugem polfinalu, torej letošnjega svetovnega prvenstva 23. že mimo grede, se bosta zvečer ob 9. v Atlanti srečali Anglija in Argentina. In za komentar o nocojšnjem polfinalnem paru in napovedi zmagovalca smo prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltednika Ekipa, sicer pa tudi dobrega poznavalca nogometa. Torej, Andrej, povej, kako komentiraš nocojšnji polfinalni par in kaj misliš, kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale? Če bi zdaj šli po igralnih položajih, kakovost nekoliko na strani Anglije, mislim, da imajo bolj pokrite nekatera igralna mesta, seveda ima pa Argentina Messija, ima tisti edinstven moštveni duh, mislim pa, da bo izjemno pomembno vlogo bodo odigrala tudi tukaj čustva
malce starejši, vemo, kaj pomeni tekma Anglija-Argentina, kakšno zgodovino nosi s seboj. No, vse zadnje smo obeležili točno 40 let od božje roke, od tistega zadetka Diega Maradone čez Petera Shiltona v Mehiki. Na drugi strani potem Angleži, ki so obremenjeni z lastnim neuspehom, pa potem to v veliki meri kanalizirajo tudi čez Argentino. Skratka, ogromno vlogo bo, mislim, da igralo to, kako se bo kdo znal soočiti z gromozanskim pritiskom, ki ga ta tekma prinaša sama po sebi. Je to kurjo kožo, imam. Ja, zanimiva tekma bo danes. Res je, sicer Anglija že vrsto let ima izvrstno ekipo, sansko v bistvu vsakič, ampak vedno jim nekaj zmanjka. Ne? Da bomo videli, kako bo letos. Jaz kot navijači druge ekipe bi jim privoščil, da grejo domov. Ampak si pa se... Argentina, ne? Ja, Argentina, da ostane, ne? Ja, seveda. Ne, jaz sem za Anglijo, tako ne. Bodi, vse prav. Vse, ker bomo zmagali. Nekdo more biti. Ja, zmagali bomo. Očitno bo zelo napeto, seveda se zelo veselimo in upam samo, da ne bo spet kakih čudnih, mešanih sodniških odločitev, pa kaj podobnega, ker pa spet vsi lapajo. Točno to. Pa se ne bo. Ok, danes ob 21:00, Anglija, Argentina, da ne bi kdo pozabil in ne pozabiti tudi pred tem v trgovino iti, ne, pa si malo nafilati zaloge. Ker pa še zraven. Tako, jutri, zjutraj pa spet zabuhli. Ok? Taki plan se začeš. Vedno bliže je nedeljski finale na svetovnem prvenstvu v nogometu. Včeraj smo torej dobili prvo finalistko. Španija je šla naprej, premagala Francijo z 2-0. Danes večer ob 9:00 Anglija, Argentina. Teda tekma se bo končala kaj nekje okoli 11. ure. Če bo vse po sreči. Tako, če bo vse po sreči. Samo zato se menimo, ker se moramo stati zjutraj, ne drugo. No, ampak od takrat, ko se zaključi današnja druga polfinalna tekma, lahko že napovedujete rezultat, ker bo ta pa znana oba finalista in finalna tekma je tudi zadnja Krups Coffee Crush tekma. Ja, in to pomeni, da lahko, seveda, če pravilno napoveste rezultat nedeljskega finala, dobite Krups Coffee Crush kavni aparat, ki je mimo grede najlepši, najpopularnejši v tem trenutku. Fino vam polepša kuhno in življenje. Super kafe naredi, mimo grede. In torej, če pravilno napoveste, ga dobite, ne? S pomočjo tega radija. Sicer pa je treba poslati med vsemi, bomo mi potem žrebali, ne? Ko boste poslali pravilen rezultat, seveda, in svoje podatke na 051 220 220, potem nekoga žrebamo in evo, pridete, odpeljate, pa je to. Pa kar je pomembno povedati je to, da velja samo prvi SMS, ne? Seveda. Tako da pošljete ga pred začetkom tekme, tako da to je to. Ne rabite 100 jih poslati, ker prvega bomo upoštevali, drugih pa ne. Res je, pa tudi finale je v nedeljo ob 21:00. Ja, do takrat, ja. Tako, evo, vse podrobnosti boste našli na naših družbenih omrežjih in pa na totiradio.si, kjer so tudi Jegrove slike. Z Emo bi rada samo spomnila vse, ki ste tam zunaj, da ima Matic Jeger profil na TikToku. Ja. In čas je, da mu začnete slediti. Jaz imam profil samo boste videli, kakve videe imamo. Če nič ne umiraš, to smeh. Sliko. Pa sliko profilno. Ja. Krtišuno not so ga slikali. Enega videa nisem objavil, niti ga nisem repostal, nič prazen. Ja, ker nimaš followerja. Tudi nikoli ga ne bom. Zdaj je čas, da začnete slediti Maticu in v njem sprožite tisto humoristično žilico. TikTok zvezdo. Tako, režiser, humorist, novinar, vse. V redu, ja. No, idite pogledat. Pa če le gre, si shranite njegovo profilno sliko, ker je izjemna. Nekaj najlepšega. Če gledam nekam daljavo. Veš, kje je bilo to? Na črni prsti. Nad ja, v redu, ja, dobro.
dobro nam Kako te? Pa dobro. No? Malo še. Malo. Ok, počitnice so in ne rabimo zdaj posebej poudarjati, da so mnogi že na dopustu, ker je enostavno nesramno. Še več jih bo šlo, verjetno zdaj v naslednjih tednih in v teh sodobnih časih, ko so na voljo različna plačilna sredstva, ko ponekod, oziroma skoraj povsod, ne rabimo niti bančne kartice več, ker lahko že, ne vem, s telefoni, z urami, ne vem, z uhani že plačujemo. Se pa zna zgoditi, da greste, ne vem, v konobo kod Šimeta, recimo, ne, in tam piše samo gotovina, ne. Only cash. Tako, ne, oziroma tisto, ko piše samo gotovina, je nekaj drugega, sta en drug plakat, ne pomeni to, ne, ampak, ne, pol pa ste, evo, živčni, pa ne veste kam, pa kje je zdaj bankomat, pa kak vas bojo olupali, pa lečete tam, pa kakva provizija bo, pa ne vem kaj vse. Vse to, no in na Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili par priporočil, na kaj morate biti pozorni pri dvigovanju gotovine na bankomatih v tujini, ker izbira prave kartice in bankomata lahko pomeni nižje stroške. In tak je o tem, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri bankomata, povedala magistrica Nataša Tomc-Jovovič, finančna strokovnjakinja na Zvezi potrošnikov Slovenije. Pri izbiri bankomata v tujini veljajo enaka pravila, kot sicer veljajo pri izbiri bankomata, ko opravljamo dvig v Sloveniji. Najprej je zelo pomembno, da je bankomat na tistem delu prostora, ki je dobro osvetljen in imamo občutek varnosti. Drugo, kar je pomembno, pa absolutno je, kdo je lastnik tega bankomata. Namreč bankomati so lahko v lasti bank, lahko so pa tudi v lasti nebančnih ponudnikov. Banke v bistvu zagotavljajo preko svoje bankomatske mreže storitve, pri čemer so praviloma stroški, ki se pri tem zaračunajo uporabniku bankomata, nižji kot pa pri ponudniku, ki ni banka. Dobro, ok. Torej, vemo vsi, kako izgleda. Bančni bankomati imajo zgoraj vedno neko nalepko banke, pri nebančnih ponudnikih pa ponavadi piše gor samo ATM. Ja, in ti glih ATM so tisti hudič, ne, kot te vreže. No, katero kartico pa je najbolje uporabiti na bankomatih v tujini? Priporočamo, da se dvig opravi s kartico osebnega računa, oziroma rečemo temu lahko tudi debetna kartica. To je tista kartica, ki jo ima praktično vsak potrošnik v Sloveniji, ki ima odprt transakcijski račun pri katerem od ponudnikov, in to je tista osnovna, bom rekla, kartica, s katero posluje z sredstvi, ki jih ima na razpolago na svojem transakcijskem oziroma osebnem ali pa celo poslovnem računu. Dobro, kaj pa, če si na dopustu v državi, kjer uradna valuta ni evro? Ko smo v državi, kjer ne uporabljajo evra, kot je naša lokalna valuta, je pa še dodatno nadomestilo, ki se lahko zaračuna na bankomatu, in sicer govorimo o dinamični pretvorbi valut. Ko dvigujemo gotovino naprimer na Danskem, v tem primeru, če bi se mi poslužali predloga, kot ga sugerira običajno bankomat, da dvignemo z konverzijo, bi v tem primeru se že s strani lastnika bankomata opravil ta preračun v evre. In te ponudniki, se pravi, to so lahko bodisi banke ali ne banke, pri tem, ko opravljajo preračun, uporabijo sicer menjalni tečaj, pri čemer si pa ta lastnik bankomata vzame še določen pribitek, in te pribitki so lahko kar visoki, celo več kot 15%. Tako da dejansko svetujemo, da ko opravljamo dvig gotovine na bankomatu v državi, kjer ni lokalna valuta evro, da vedno izberemo dvig brez konverzije. Se pravi, izbiramo v bistvu dvig v lokalni valuti. Ok. Torej, pri uporabi bankomatov so tudi opozorili, ne gre samo za stroške, ampak tudi za varnost. Svetujejo, da potniki uporabljajo bankomate na dobro osvetljenih in varnih lokacijah. Torej, če opazite nenavadne naprave, poškodbe ali pa sumljive osebe v bližini bankomata, dviga ne opravite in obvestite lokalno policijo. Sicer pa zdaj vemo, da je najboljše uporabljati bankomate bank in ne tistih nebančnih ponudnikov, ko se piše gor samo ATM, da se za dvig uporablja debetno ali predplačniško kartico in
Konverzija, ne. Okay, Vedno ne konverzija. Ne, moramo dati. Ne. Nočeš. Okay. Pa če si navajen, greš nekaj tam noc, pa stiskaš samo dobro, daj mi buntnar. Se pravi ne. Konverzija ne. Konverzija n. V bistvu. Tako. Okay. Dobro. Se pravi ne. Konverzija ne. Evo, zdaj smo povedali vse. Ok, zdaj pa veselo dvigovanje. Ja. Če imate kaj gor, če pa ne, te pa tako vseeno. In je seveda čas, da preverimo, kaj nam za jutri med počitnicami pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor, razlaga Sara Irman Kolar. Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavali, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12 uro, vsi ostali pa vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih med 8 in 16. Wow, Ja, odlično. Kak imajo vedno fajn, ne? Kako najde čist drugega, vedno nekaj. Ja, res, klubuk Ja. dol. Tako da za vse informacije, ali pa če rabite karkoli drugega, pa zpm-mb.si, spletna stran, kjer najdete vse informacije. In v tem studiu lepo pozdravljamo Tineta Križaniča. Tineta, zdravo Tine, dobro jutro. Zdravo, dobro jutro. Dobro jutro. Dajte najprej z enim podatkom, pardon. Zdaj, če slučajno nisi zasledil, imam en super podatek za tebe, taki športni je. Ne vem, če si vedel, ampak košarkarice Indonezije so na uvodni tekmi azijskega prvenstva do 18 let premagale reprezentanco Omana. Rezultat je bil 127-6. Kaj? 127-6. Indonezije. Ja, Indonezija, Oman. U18 Dvomim ženske. sicer, da so jih na višini doble, ne, ker zdaj Indonezijci Neki so jih doble, ne. Pol drugo tekmo Med so bile polcajtom. boljše, ne, košarkarice Omana. So proti Indiji izgubile 17-99. nekaj ne Še- delajo prav. Ja, nekaj, ne vem. Medtem pa sem slišal, da ima Jeger TikTok profil, ja. Ja, imam, ne. In da v neto išče sledilce. Ne, jih ima zdaj? Ja. Prosim, če se Koliko umirite. jih ima zdaj? Zdaj jih imam... Prej je imel 10. Opa, govori. Ne, ker sem slučajno Ja, zdaj prebral. jih imam pa zdaj 51. 5 več kot prej. Ja, pet Pa veš, da več. so ljudje na morju. Zdaj pred kratkim pri 64 se je Tom Cruise odločil, pa se Ja. je TikTok odprl, pa je v Tako. 24 urah dobil 1,4 Ja. milijona. Je Ema že pregledala, rekla tudi, da 20 ima dinar. brezvezne 3-minutne Tako. videe, ki jih noben ne bo gledal. Samo je Tom Cruise, ne? Ja. To ga Vseeno. malo vleče. Medtem imam pa eno živalsko. Živalsko. Ja, pove. Živalsko, ne topiri. Tak, ne, Ja, tako so ne bi malo nekaj. posebne. Ja. No, zapomnite si naslednjič, ko ga vidite, da en netopir v eni uri poje približno 600 komarjev. 600 komarjev. Eni uri, en samo. Kaj toliko komare? Drugače, Ja. mislim, tako nasploh. Ali pa je tako malo netopirjev. Jo. Ja, 600. 5 minut nazaj bi enega rabili tu. Ja. Zdaj ne vam je leto. Tako da, To je kar super. tako da, dajmo malo bolj spoštljivo do netopirjev. Ne, Tako. Ja. Ja, res In je. baje, da ni res, da ti gre not vlase. ne, to je Res? to je mit. Mit, ja. samo. Oj, Ja, tako da ne rabiš leteti. Si videla Batmana, ko mu vlase noti. ja, Ja, ne še. to je oni drugi film, kaj ste gledali. Ja, Batman XX. X. Še enkrat več bi radi vse skupaj opozorili na dejstvo, da ima Matic Jeger TikTok profil. V redu je. Tako. In prosim, če ne mudoma Ne, začnete Dodate. slediti. če nič ni in nič ne bo nikoli. Boš, bo. Pričakujemo danes do večera vsaj 6 videov. Ne, ne bo nič.
Mariborski center Šteker pa to poletje pripravlja nov program 5-dnevnega usposabljanja za otroke na temo varne in odgovorne rabe zaslonskih tehnologij z naslovom Štekaj se pametno. Ja. Okay. Štekaj se pametno. Ciljna skupina so otroci med 9 in 13 letom starosti. Pilotna izvedba pa bo potekala med 10 in 14 avgustom v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Prijave so odprte do zapolnitve mest in že potekajo preko spletnega obrazca. Za več informacij so dosegljivi tudi na mobilni številki 041 850 500. Vsak delovnik med 9 in 15 uro in dajmo malo več o tem povedati, kaj so torej cilji programa Štekaj se pametno, razlaga Tina Dovečar, strokovna delavka centra Šteker. Da v bistvu otroke še preden pride do nekih težav oziroma preden pride do prvega telefona pripravimo na pametno in varno rabo nekih zaslonskih tehnologij, predvsem pametnega telefona. Ne? Torej, da čim bolj poučimo otroke in starše, da ko pride do uporabe telefona, bodo že znali, kako se nekaterim pastem v bistvu izogniti, kako varno uporabljati, v bistvu tudi zdravo, ravnoteženo uporabljati telefon. No, zelo čudovito. Odlično, to so res same take zanimive in poučne teme. Ja, seveda. Katere teme vse pa boste obravnavali v sklopu tega programa? Od identitete na internetu, torej varnosti, kako si spostaviti pravo varno geslo na nekih spletnih platformah, kako delujejo algoritmi, kako je glede spletnega nasilja, kako se odzvati na spletno nasilje, kaj je to grooming, potem tudi nekaj o kritičnem mišljenju, kako prepoznati lažne vsebine, pristne vsebine, kako je za umetno inteligenco. V bistvu bomo res celostno pokrili vse ta področja, od tega, kako empatično pristopljati k nekim vsebinam, ne? Kdaj komentirati, kdaj ne komentirati, katere so tiste pasti, predvsem za otroke, ker velikokrat ne vidijo teh pasti na samih zaslonih oziroma na spletu. Wow. Ok, super. Kaj pa znanje in veščine, ki bodo otroci pridobili? Kako si sami nastavijo varno geslo, kako umetna inteligenca deluje, kako algoritmi delujejo, kako socialna mreža delujejo. Res bomo šli preko tega tudi, da bomo kako komunicirati, kako za starši komunicirati, kako povedati, kaj ni ok, kako se starši pogovarjati o neke svoje uporabe, da to v bistvu ni neka pretirana protekcija, ampak je v bistvu za njih potrebno, da starši komunicirajo, da starši vejo, kaj se dogaja. Iznašli smo en tak SOS protokol, kaj narediti, če opazimo neko nasilje na spletu. Velikokrat ni težava, da opazijo težavo, ne vedo pa, kaj s tem narediti. Ja, svetovne teme, no? Ja, res je. Večina staršev zdaj se seveda sprašuje v teh časih, kdaj je pravzaprav pravi čas za otrokov prvi pametni telefon. Sploh, da mora biti pametni, ne? Že malo. Ja, no, težko onega dobiš, ne? Ja, dobiš, če češ, seveda, ne? Kaj jim vi svetujete? Obstaja recimo kakšna določena starost, ki je primerna morda za prvi pametni telefon? Starši bi velikokrat želeli, da mi rečemo z temi pa temi leti, je ok. Je pa bolj pomembno, da mi poznamo svojega otroka, da vidimo njegovo zrelost, da vidimo, kako je v bistvu čustveno pripravljen, če ima neko znanje. Ne? Tu pa neke številke žal ne moramo reči, ne? Da mogoče z njim začnemo uporabljati, da postopno uvajamo zaslone. Ne takoj pustimo ves svet, v katerem se bo znašel, bo ogromno nekih pasti, ki jih ne bo poznal. Ne? Različni so vsi otroci in tu žal ni nekega recepta, kdaj je ok, kdaj ni ok. Ne? Ja. Treba je gledati, ja, in videti, če gre kam v kako skrajnost preprečiti, ne, če se le da. Med počitnicami Center Šteker izvaja tudi program imenovan Gibanje brez signala, kjer se z mladimi vsak torek med 8:30 in 10:30 podajo na krajši pohod ali drugo športno aktivnost z namenom, da so otroci vsaj 2 uri na teden gibajo brez telefonov. Vsaj 2 uri na teden je ekstremno slabo. Ja, no, saj oni na Centru Šteker tudi ne morejo delati čudeža, nekaj se more tudi doma. Ja, seveda, ja, doma glih se mora spremeniti, ja. Ampak pazi, septembra pa pripravljajo tudi prvi digitalni detoks v obliki enotedenskega jadranja brez telefona, zakaj pa še vedno zbirajo donacije, zato vabijo podjetja k sodelovanju pri tem projektu. Tako da, zanimivo. In što bi lahko jaz tudi šel?
Ja. Idi. Jaz bi že komod. Jaz ne bi mogla. 100 let bi bil brez lepo neki. Na Jadrnici. Z lahkoto. Jutri v Ljudskem vrtu ob 20:00 pa lahko pridete navijati za naše sosede, za Aluminij, namreč proti Šerifu igrajo povratno tekmo v Evropski ligi, prva se je končala z 0:0 in jutri pa zakaj pa jih ne bi nabili, ne? Se pa jih bomo. Se pa smo tu z tega firtla. Se pa če smo tam igrali 0:0, zdaj pa igramo doma. Ja, bi skoraj lahko. Ne igrajo ravno čist doma, ampak blizu. Ja, pa pri sosedih. Tako, tu prek, ne, malo, ne, se pa te. Za doma jih pa lahko nabijo. Tako, in na totem radiju danes in še jutri nekaj kart za vas in treba se je prijaviti s ključno besedo Aluminij in svojimi podatki na 051 220 220. Če bi slučajno šli na tekmo in Damjan se je prijavil in bil izžreban. Damjan, ti bi šel na tekmo, ne, ali kak zdaj? Ja, absolutno. Ok, za koga boš navijal? Ja, kar za Aluminij. Ja, no, pravilno. Evo, 2 karti, Damjan, čestitke. Hvala. Čestitke, evo, tako da imaš kako rdečo majico tudi, pa šal, pa to? To pa nimam. Boš samo tak dovolj. Evo. Ja, to sem, zdaj gremo pogledat. Ne zdaj izzivati, ne bi jim lahko rekel. Če smo že posodili stadion, ne izzivati, zdaj, ne. Damjan, čestitke, 2 karti sta torej tvoji, uživaj na tekmi, pa fejs navijaj. Hvala, ja. V redu, lepo bodi, adijo. Enaka, adijo. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.